Iz poliestrske smole lahko izdelamo zanimiv obesek za ključe. Prva deklica meša smolo s trdilcem, druga pa smolo s pospeševalcem, zato da ne bi ob direktnem stiku pospeševalca in trdilca prišlo do nesreče. Želeno količino zlijemo iz prvega in drugega lončka v tretji lonček. Dobro premešamo. Vsebino vlijemo v pripravljene posodice, kalupe. Najprej vlijemo do 1/3 višine posodic. Pustimo, da masa želira. Na maso položimo vlaganec in dolijemo še ostalo smolo do vrha posodic. Ko se masa strdi, jo odstranimo iz kalupa in mehansko obdelamo. Zvrtamo, obrusimo in spoliramo. Izdelek nas bo še dolgo spominjal na naše delo. Za vlivanje tekoče mase je potrebno poznavanje postopka, malo spretnosti in ustrezni modeli. Suho snov zmešamo z vodo do ustrezne gostote, na primer gostote jogurta. V pesek fiksiramo zunanji model. Vanj vlijemo tekočo maso, nanjo poveznemo notranji model. S pritiskom prstov iztisnemo odvečno maso. Razlika v velikosti obeh modelov je debelina ulitka. Masa se dokaj hitro strjuje, zato moramo delati natančno in hitro. V našem primeru vlivamo benečansko masko, pri kateri se zračni mehurčki v masi najraje pojavijo v drobnih izboklinah, na primer v nosu. Odpravimo jih s stiskanjem obeh modelov. Po določenem času se masa strdi. Ulitek izvlečemo iz modela.
nepravilne robove obrusimo, lahko naredimo tudi manjše popravke. Z nadaljnjo likovno obdelavo damo možnost izražanja svoji ustvarjalnosti. Za izdelavo forme je potrebna podložna deska na vodoravni podlagi, model, kovinski okvir, sito, lopata in livarsko orodje. Livar začne z izdelavo forme. Nekaj centimetrov preko modela naseje livarski pesek in ga z roko utrdi. Okvir zapolni in natlači s peskom. Odvečni pesek posname z leseno letvo, da je na zgornjem delu forme površina ravna. Z iglo naredi zračnice, ki služijo za odplinjanje pri vlivanju tekoče kovine v pesek. Sicer bi ostali mehurčki s plinom v samem ulitku. Okvir previdno obrne. Z gladkalom pregladka površino forme in utrdi robove ob modelu. Sredino modela, kjer je pesek ločen od ostalega peska, utrdi z žičniki. Zgornjo površino forme posuje s kremenčevim peskom, da se polovici forme kasneje laže ločita. Za dolivni in oddušni kanal livar nastavi čepa, nato okvir zapolni in z nabijalom natlači pesek.
Odvečni pesek posname, utrdi robove livnega sistema, izreže oziroma poveča livno čašo, da se tekoča kovina lažje uliva. Vse peščene površine pregladka. Zabije vodila, ki bodo kasneje služila za ponovno točno sestavljanje forme. Previdno dvigne zgornjo polovico okvira in ga obrne na podložno desko. S pomočjo livarske lancete posname ostre robove, ki bi jih pri ulivanju tekoča kovina odkrušila. Ulitek ne bi bil kompakten, zaradi odvečnega peska bi bil na vrhu porozen. Z livarskim omelom odstrani kremenčev pesek. Pesek ob robovih modela navlaži z vodo, zaradi boljše plastičnosti peska. Z livarsko lanceto livar izreže zadnjo fazo livnega sistema. Imenuje se dovodni kanal. Da bi kovina hitreje zapolnila prazen prostor oziroma livno votlino, naredi več dovodnih kanalov. Model izvleče iz peska navpično. Vse robove livne votline utrdi. Posuje z grafitnim prahom, da se pesek ob dotiku z vročo kovino ne bi pripekel na ulitek. Forma je gotova, potrebno jo je samo še sestaviti. Livar ponovno vstavi vodila, s pomočjo katerih točno sestavi formo, ki je tako pripravljena za ulivanje. V primeru, ki ga gledate, ulivajo sivo litino.
Zaradi vzgona tekočine je formo treba obtežiti. Ohlajene forme livarji razbijejo. Peščene forme so le za enkratno uporabo. Na ulitkih ostane livni sistem. Zaradi krhkosti sive litine se livni sistem s kladivom lahko odbije. Ulitki so pripravljeni za nadaljnjo obdelavo. Oglejmo si nekaj posnetkov serijske proizvodnje ulitkov v proizvodnji. Votli ulitki potrebujejo jedra, ki jih pri višjih temperaturah izdelujejo strojno. Ulivanje poteka ročno in avtomatizirano.